Včasih nam tudi tehnika ponagaja, tako bomo danes ostali brez internacionalne, ki smo jo imeli pripravljeno za začetek, ampak tudi takole bo v redu. Prelep in prečudovit je pogled takole na vas, ko ste prišli sem na tale naš shod. Dokaz, da smo pripravljeni na vse. Lahko nam še tako obračajo hrbet in se ne damo. Vztrajali bomo naprej, pokazali in dokazali, da imamo prav, da izobraževalno delo ni nič manj vredno, ampak je osnova za vstop v življenje. Danes smo tukaj zbrani iz 52 zavodov iz celotnega Pomurja. V vseh zavodih je bila stavka izglasovana. V zavodih, kjer so starši pripeljali danes otroke, je za njih poskrbljeno. Naše kolegice in kolegi so ostali v vrtcih, v šolah in skrbijo za najbolj občutljivo populacijo. Na shod smo povabili župana mestne občine Murska Sobota, gospoda Aleksandra Jevška, ki pa je danes na sestanku v Ljubljani in se je opravičil. V imenu mestne občine Murska Sobota nas bo pozdravil podžupan gospod Zoran Hoblaj. Prosim, izvolite. Če se spomnite časov, ko je nastopila ekonomska kriza, so nam pravzaprav vsi govorili, da je potrebno varčevati in s tem smo se vsi zaposleni v javnem sektorju takrat strinjali. Koliko je meni znano, čez 1,5 milijarde je bilo v teh letih privarčevano in takrat je bil dogovor, da se bodo ob določenih izpolnjenih kazalnikih varčevalni ukrepi ukinuli. Do danes to ni bilo storjeno. Deloma sicer neki majhni koraki so bili narejeni. To, da bi se po sistemsko uredil sistem plač v javnem sektorju in da bi se odpravili varčevalni ukrepi, ta obljuba pa ni bila izvršena. In zato so vse stavke v javnem sektorju, tako vas kot ostali skupin v javnem sektorju, spomnim samo od gasilcev, policistov do zaposlenih v zdravstvu in socialne varstvo pravzaprav legitimne in nekdo v tej državi se bo moral lotiti tega področja tako, da uredi sistem plač v javnem sektorju na ta način, da bo delo tudi primerno plačano. Zaradi tega imate našo podporo in želim vam uspešen dan. Življenja reka, topline malo, ljubezni nežne, miru vsaj malo si zdaj želim, vsaj malo sreče, veselja malo in da ljudje bi več ne jokali, miru vsaj malo, vsaj eno željo, da upanja zdaj še ne zgubim. Šolska knjižničarka je visoko usposobljena pedagoška delavka, katere delo ni samo izposoja in branje knjig. Delo šolske knjižničarke zajema bibliotekarsko, strokovno in pedagoško delo. Sem spadajo vsa dela s knjižničnim gradivom, to je seznanjanje z novostmi, izbiranje in naročanje, obdelava in izposoja, delo z učenci pri urah knjižnično-informacijskih znanj, priprava letnega delovnega načrta, svetovanje učencem in učiteljem. Prav tako pa tudi nadomeščanja, spremstva učencem, organizacije kulturnih prireditev, sestanki, izobraževanja. Poleg tega smo lani knjižničarji med opis del in nalog prijazno dobili tudi učbeniški sklad. Dodatno delo, ki pa ni sistematizirano. Leta 2015 je bil sprejet tudi nov zakon o knjižničarstvu, ki nam nalaga vpis celotnega gradiva v sistem COBISS, spet dodatno delo. Vprašam vas, spoštovane kolegice in kolegi, kdaj bomo to delo opravile? V 21. stoletju je očitno preveč pričakovanje, da bi bila možna konverzija. To pomeni, spoštovane kolegice in kolegi, da bomo vsako že vpisano knjigo ponovno vpisovale. Kdaj? Popoldne? Po delovnem času? Med vikendom?
Med počitnicami? A ja, saj res, opravile ga bomo med delovnim časom. Če nam slučajno ne bo treba iti za spremstvo na športni dan ali prebrati pravljice v oddelku podaljšanega bivanja. Naj povem, zelo rada sem knjižničarka. Rada berem učencem, rada jih učim o UDK-ju ali o Kobisu. Rada delam knjižnične razstave, rada opisujem nove knjige in jih potem izposojam. Vesela sem vsake prebrane knjige za bralno značko, ko pride učenec in reče: knjižničarka, ta je bila pa res dobra, dobro ste mi svetovali. Rada opravljam svoje delo, a želim za to ustrezno plačilo. Hvala. Tam, ki smo radi, z otroci v vrtcih, z učenci v osnovni šole, z dijaki v srednji šole, študenti na fakulteti, smo danes tu na tej ploščadi. Kaj delamo tu? Zakaj smo se zbrali? Zaradi peščice ljudi, ki so pozabili, da so tudi oni, pa njihovi otroci, morda že vnuki, hodili ali hodijo v vrtce, osnovne šole, morda glasbeno šolo, srednjo šolo in na fakulteto. Pozabili so, da so na vsaki od teh vzgojno-izobraževalnih ustanov dobili delček v mozaiku, ki predstavlja njihovo življenje. In kakšno je življenje nas, ki delamo v vzgoji in izobraževanju? Ni več takšno, kot je bilo nekoč, ko je bil učitelj gospod učitelj, spoštovan v družbi in cenjen med ljudmi. Danes se moramo zaposleni v vzgoji in izobraževanju ponižati, iti na ulice, zahtevati spoštovanje do našega dela in poklica.